Priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, stranke in svetnike in tudi vas, prosite za močni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nam. Ki odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ki sediš na desnici Očetovi, usmili se nam. Zakaj edino ti sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Molimo. Dobri Oče, po tvoji milosti raste število otrok, dobrotno varuj vse, ki si jih sprejel med svoje otroke. Krstni vodi naj dosežejo tvojo nesmrtnost. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Ko so poglavarji, starešine in pismovci videli Petrovo in Janezovo srčnost in opazili, da sta neuka in preprosta človeka, so se čudili. Poznali so ju, da sta bila z Jezusom, videli so pa tudi, da stoji ozdravljeni človek pri njih in niso mogli nič ugovarjati. Ukazali so jima, naj gresta iz zbora in so se posvetovali med seboj. Kaj naj storimo s tema človekoma? Vsem jeruzalemskim prebivalcem je znano, da se je po njima zgodil očiten čudež in tega ne moremo tajiti. Da se pa to še bolj ne raznese med ljudstvo, jima zagrozimo, naj nikomur več ne govorita v tem imenu. Poklicali so jo torej in jima zabičali, naj nikakor več ne govorita in učita v Jezusovem imenu. Toda Peter in Janez sta jima odgovorila: Sodite, ali je pred Bogom prav vas poslušati bolj kot Boga. Ne moremo namreč, da bi ne govorili, kar smo videli in slišali. Ti so jima ponovno zagrozili, nato ju pa izpustili, kajti nič niso mogli najti, kako bi ju kaznovali, in sicer zaradi ljudstva, ker so vsi poveličevali Boga za to, kar se je zgodilo. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev.
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova dobrota. Moja moč in moja pesem je Gospod, rešitelj mi je postal. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Gospodova moč me je dvignila, Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Odprite mi vrata pravičnosti, da vstopim in hvalim Gospoda. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal in mi postal rešitelj. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z nami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko je Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni. Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim in ki so žalovali in jokali. Ko so ti slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli. Nato se je prikazal v drugi podobi dvema izmed njih na poti, ko sta šla na deželo. Tudi ona dva sta šla in sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli. Pozneje se je prikazal 11, ko so bili pri mizi. Grajo v njih nevero in trdosrčnost, da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. Rekli: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. To je Kristusov evangelij. Danes smo se zbrali na tem romanju, tukaj v Porčinju pri Mariji Žanici, in ta kraj nas na poseben način nagovarja. Vidimo lahko, kako Bog govori v našem življenju, in to tudi po Mariji, da ljudem prinese neko sporočilo, povabilo, kako naj uredijo svoje življenje. In ravno to se je zgodilo tukaj v Porčinju 1855, ko se je 8. septembra Marija prikazala deklici Terezi Duš, ki je pasla kravo in je hotela za to kravo požeti malo trave. Marija se je prikazala na kraju, kjer je spodaj kapela prikazanja, in se boste potem po maši lahko tam tudi zasebno ustavili v molitvi. Tako. No in Marija, ko je videla to deklico, je sama vzela srp in požela nekaj trave. Ob tem pa je deklici Terezi dala tudi naročilo, naj pove ljudem, da naj ob nedeljah ne delajo in naj ne preklinjajo. To sta dve pomembni sporočili za vsakega od nas, tudi ali pa še posebej v današnjem času. Da malo razpoznavamo, vidimo, kakšen je način našega življenja, kultura našega bivanja, ali imamo še nek red v sebi, da tudi spoštujemo nedelje, ali pa človek nima nobenega časa več
In vidimo, kako zmeden je današnji svet prav zaradi tega. Drugo pa, kar je, da skrbimo tudi za neko osebno kulturo, kako oblikujemo naše medsebojne odnose. Ker tudi to, kako govorimo, kaj delamo, ali delamo stvari z neko jezo, z neko žalostjo, potem gotovo vidimo, da vse to nima nekega uspeha. Ampak da človek odkriva, kaj je v nekem trenutku pomembno zame in za moje življenje, in da sem prav jaz in prav v tistem trenutku poklican, povabljen, da tudi uresničim tisto svoje poslanstvo, tisto svojo nalogo, za katero sem poklican. Tako vidite, Marija nagovarja danes tudi nas in vabi, da bi to preprosto, zelo preprosto sporočilo vedno znova prinašali v naše življenje, da bi vedno znova našo pot usmerjali k tistemu, kar je dobro. In glejte, ta majhna deklica, 10 let stara Terezija, si je te stvari vzela k srcu in je res šla ljudem povedati. In tudi sama je potem sprejela zelo pomembno odločitev, ko se je posvetila Bogu. Šla je namreč v samostan sester Božje previdnosti, ki jo je ta samostan ustanovil sveti Alojzij iz Grozopij, ki je tukaj njegova slika, in je bila v tem samostanu, se je pripravljala na večne zaobljube in res se je popolnoma umaknila, ker takrat okoliščine niso bile ugodne, da so ta dogodek, Marija se je namreč prikazala 3-krat, prvič 8. septembra pri kapeli, potem pa še 2-krat tukaj v cerkvi zadaj za oltarjem je tudi spominsko obeležje. Še 2-krat se je prikazala Marija in Tereziji naredila na roko znamenje srebrnega križa. Ampak, ker so bile takrat cerkvene okoliščine takšne, so ta dogodek zamolčali. Terezija se je umaknila v samostan in tudi tam je morala vse to tudi to znamenje skrivati, čeprav so bili nekateri primeri, ko so se ljudje dotaknili tega znamenja, so ozdraveli. So bila tudi znamenja čudežev. No in Terezija je potem zelo mlada, tik pred večnimi zaobljubami, je tudi umrla. Sedaj si prizadevajo, iščejo v grobnici, sedaj ko sodobne tehnologije to omogočajo, da bi preko DNK raziskave tudi odkrili, ali so posmrtni ostanki res njeni in da bi potem tudi njo počasi pripravili za postopek za razglasitev za sveto. No, še ena posebnost je, boste videli tam v dvorani, da namreč hranijo en srp, ki gotovo ni Terezijin, ampak gotovo pa je iz tistega časa. So ga našli, nekdo je slučajno izkopal in tudi to je neko znamenje. Ljudje pa so tukaj vaščani, domačini iz okolice, so to ohranili, o tem premišljevali in predvsem so se zbirali v molitvi rožnega venca, kar delajo še danes. In šele pred nekaj leti se je tukajšnji župnik malo bolj zavzel in so začeli to stvar odkrivati in hvala Bogu po zaslugi don Vitorina in pa tudi gospoda Cirila Čarga, da smo tudi Slovenci spet začeli vračati tukaj, ker iz teh bližnjih krajev, zon strani meje, so se ljudje začeli spet tudi prihajati v ta kraj. Še druga stvar, zakaj je bila ta stvar zamolčana? Zato, ker je Marija spregovorila v tukajšnjem domačem narečju
po beneško, tukaj rečejo po naše. In ker se prej ni smelo o tem veliko govoriti, ker so tukaj ljudi preganjali zaradi slovenščine, se je tudi to potem zamolčalo. Deloma pa je krivda tudi, ker je ta meja po drugi svetovni vojni tako kruto zasekala prav v te kraje, kjer so ljudje prej živeli v nekem sožitju, v nekem soglasju, so se med seboj srečevali. Potem je bilo pa to prekinjeno, žal tudi velikokrat zaradi ideoloških predsodkov. No, vidimo, tudi če imate kdaj priložnost, ko pridete tukaj, da je to en kraj miru. Ne omogoča nekih množičnih romanj, ker poti ne dopuščajo tega, ampak kadarkoli pridete tukaj, gotovo boste doživeli en notranji mir. In to naj bo tudi povabilo ob tem današnjem romanju pa nasploh. Če kdaj čutite kakšen nemir, potem pridite, poiščite tisti notranji mir. Kot je Jezus na veliko noč prišel k učencem in prvi pozdrav, ki ga je izrekel, mir vam bodi, naj vas ne bo strah, ne ustrašite se življenjskih izzivov, pojdite naproti vsemu temu, kar vam življenje prinaša, z nekim mirom v srcu. In če je v nas ta mir, bomo to znali deliti tudi drugim v medsebojnem razumevanju, v oblikovanju medsebojnih odnosov. To je tudi eno zelo pomembno vprašanje, ker namreč ta kraj ima prav s tem v zvezi tudi še eno pomembno sporočilo. Zgoraj v hribih je planšarija, oni rečejo Malga, kjer so februarja 1945 partizani, komunisti, Garibaldijevi partizani, pobili 16 partizanov nekomunistov. In tukaj vidimo pri nas v Sloveniji, kako težavno je vprašanje sprave, kako težko pridemo do tega skupaj. In kot sem prej rekel, če človek ne dobi enega notranjega miru, potem gotovo tudi takih korakov ne zmore v življenju narediti. Tako smo tudi mi povabljeni, da iščemo tista pota, ki nam odpirajo neka obzorja, neko razgledanost in to v tem duhovnem pomenu. In če bomo s temi božjimi očmi znali tako presojati, videti življenje in sprejemati odločitve, bomo videli, da je marsikaj prav zaradi tega, ker smo vse to izročili v Božje roke. Pri tem nam pomaga Marijina priprošnja. K Mariji ženici se tudi danes zatekamo, se lepo priporočimo in naj tudi to romanje obrodi v nas, obudi vse tisto, kar je zaspalo v tem času in pa tudi, da obrodi kakšen dober sad v našem vsakdanjem življenju. To je moje voščilo ob današnjem romanju. Mi pa vsi prosimo, Marija, ženica iz Porčinja, prosi za nas. Amen. V veri zaupamo, da nas Bog uslišuje, zato ga z zaupanjem prosimo. Za papeža, škofe in duhovnike, da bi združeni s Kristusom izvrševali velika dela. Za novinarje, da bi z verodostojnim poročanjem prinašali ljudem resnico. Za begunce in vdovce, da bi jim vera v Boga pomenila košček domovine v tujini. Za bolnike, da bi se veselili Jezusovega vstajenja in njegove zmage nad grehom in smrtjo.
Nebeški Oče, vodi nas v našem življenju, da bomo dosegli slavo vstajenja. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molimo, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja, naj nam bo vir tvojega veselja, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesne pa te hvalimo v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesi nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, širne po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom in vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. Daj vsem, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se tudi nas vseh, da bomo nekoč v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in učenci, ter vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. Ker te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christus od Christusom in Christusu, tebi vsemočnemu Bogočinu, v občinstvu Svetega Duha, za čast in slava na vse veke vekov. Zbrani ob Mariji kot posinovljeni Božji otroci, molimo k nebeškemu Očetu.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero Cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, zdravje bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas svojimi sakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Sedaj zaključujemo to lepo praznovanje tukaj v cerkvi. Običajno smo šli do kapele prikazanja, letos ste povabljeni, da potem smo vsi povabljeni, da se vsak od nas še zasebno ustavi pri kapeli. Don Vitorino s svojimi sodelavci nas vabi v tisto hišo nad kapelo, to je njihov sprejemni center, tako da tam so pripravili tudi skromno pogostitev, da se še malo zaustavimo v tem skupnem druženju. Res se zahvaljujem vsem, ki ste pripravili to današnje lepo praznovanje, še posebej vam vsem, ki ste se v tako lepem številu udeležili tega romanja. Gotovo se zahvaljujem Don Vitorinu, sestram, grazie Don Vitorino, sorelle, per la vostra accoglienza. E poi potem tudi hvala ljudskim pevcem iz Ovčje vasi, ki so tako, je lažje potem se pridružiti, če nekdo malo potegne naprej. Tako da hvala lepa vsem duhovnikom, ki ste se udeležili, pa prosim, gospod Vitorino, še nekaj besed. Innanzitutto un grande grazie a Don Alex, che fin dall'inizio è l'anima dei pellegrinaggi sloveni, da 15 anni a questa parte. Grazie a Don Alex, grazie ai confratelli, grazie al gruppo di Valdur e grazie a voi, ecco, che nonostante questo brutto tempo siete venuti a pregare la Madonna. Don Vitorino se zahvaljuje vsem, ki smo se danes udeležili, še posebej tudi pevcem iz Ovčje vasi in vam vsem, ki ste poromali tukaj, da molite pri Mariji. Abbiamo ripreso una tradizione di circa 15 anni che abbiamo iniziato proprio con Don Alex e con padre Cirino Ciarga, che vogliamo ricordare sinceramente un sacerdote italo sloveno che era nato a Santa Lucia, di vicino a voi. Slovenska romanja smo začeli pred 15 leti, so prišli do mene in vsa ta leta jaz tudi spremljam ta romanja. Gotovo pa je pobudnik gospod Ciril Čarga, ki je sicer bil doma iz Idrije pri Bači, ampak deloval je pa potem v Kanadi, pa nazadnje je bil tukaj v Vidmu v Udinah. Ecco, una tradizione che abbiamo iniziato da quando abbiamo saputo che la Madonna ha parlato in sloveno, nella vostra lingua. E quando la gente l'ha saputo, ha cominciato a venire anche diversi sacerdoti. Io penso che in questi 15 anni siano stati concelebrare più di 200 sacerdoti sloveni. To se pravi, ko smo začeli romanja, v bistvu se je začelo takrat, ko se je odkrilo, da je Marija spregovorila v tukajšnjem beneškem slovenskem narečju in takrat smo začeli tudi Slovenci prihajati, razne skupine, tudi duhovniki, do sedaj jih je maševalo tukaj že preko 200 slovenskih duhovnikov. Anche alcuni vescovi, il cardinal Franz Rodel. Tudi nekateri škofje, naš škof Metod, recimo pomožni ljubljanski škof Franz Šuštar in pa gotovo kardinal Franz Rode. Ste tudi povabljeni jutri v konkatedralo, ko bo zvečer srečanje z njim. L'ultima cosa, ecco perché è importante. Ecco, guardate quel quadro. Še zadnja stvar, poglejte. Salute dell'inferno. Poglejte to sliko, to podobo Marijino, ki je zdravje bolnikov. 1880
che la gente di Portus ha voluto per ringraziare la Madonna per averli liberati dal colera del 1855. Leta 1880 so to sliko pridobili tukaj, da so se Mariji zahvalili, da so dali skozi kolero, ki je začela prav 1855 tukaj v teh krajih. Ecco, qui secondo la tradizione è l'anno delle apparizioni, 1855. To je bilo leto prikazanja. Alla vigilia della seconda apparizione che è avvenuta là dietro, il colera è cessato. Tik pred drugim prikazanjem, ali ob drugem prikazanju, ko se je Marija prikazala tukaj zadnji za oltarjem, je ta bolezen prenehala oziroma na nek način čudežno izginila. Erano morte 15 persone in nel giro di 3 mesi, tra cui anche il parroco. V času 3 mesecev je umrlo 15 oseb, med njimi tudi tukajšnji župnik. Ecco, come ringraziamento hanno voluto questo bel quadro e hanno voluto anche una festa dedicata alla Madonna della Salute, che quest'anno è il 21 maggio, ore da messa. Od takrat 1880, ko so tudi to sliko postavili tukaj, od takrat naprej imajo tudi eno tako zaobljubljeno sveto mašo v zahvalo Mariji za zdravje, to se pravi prav Mariji za zdravje, in to je 21. maja vsako leto. Tukaj maša ob 10:30, tudi če je pa v italijanščini. Le due date, 9 luglio ci sarà la seconda Santa Messa della Malata, celebrata da Don Bosco, per tutti gli ammalati anche noi. 9 luglio. 9. julija bo tukaj maša za bolne, druga maša za bolne, 9. julija, ob 10:30, ki jo bo daroval v slovenščini gospod Bogdan Vidmar iz Nove Gorice. Ecco, l'ultima è una richiesta vostra, che è il 27 agosto, l'ultima domenica di agosto, una festa di pellegrinaggio come Danes še začetno romanje, zaključno romanje pa bo, ker smo imeli neke težave. Ponovadi je bila prva sobota v septembru, ampak takrat je po teh krajih nek reli in so vse ceste zaprte, tako da sploh ni dostopno. To smo videli v jeseni, da se je dalo samo po eni poti, pa še po tisti s težavami priti tu gor. Tako da smo se odločili, ker naslednja sobota je molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori za našo škofijo. In smo se odločili, da bo zaključno romanje za slovenske romarje v soboto 26. avgusta, zadnjo v avgustu. Boste pa še preko raznih poti obveščeni tudi o morebitnih spremembah. To smo pač morali sprejeti, ker takrat v septembru ni mogoče imeti romanja. Tako, sedaj bomo najprej zmolili litanije Matere Božje, ker smo na Božji poti, pravi France Prešern. Litanije, roženkranc in litanije, molit, čast, v hvalo Marije. Potem pa boste po blagoslovu, vas pa povabim, da za nami duhovniki naredimo procesijo tu okrog oltarja drugega prikazanja. Potem ste povabljeni, da se ustavite še pri kapeli prvega prikazanja in pa da se potem zaustavite še v druženju in pogostitvi, ki so nam jo pripravili gostitelji v tisti stavbi, sprejemni stavbi zgoraj. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški,
Sveta Trojica, en sam Bog, Sveta Marija, Sveta Mati Božja, Sveta Devica, Mati Kristusova, Mati Cerkve, Mati usmiljenja, Mati milosti Božje, Mati upanja, Mati prečista, Mati brezmadežna, Mati nedolžna, Mati deviška, Mati ljubezniva, Mati čudovita, Mati dobrega sveta, Mati stvarnikova, Mati odrešenikova, Devica najmodrejša, Devica častitljiva, Devica hvale vredna, Devica mogočna, Devica milostljiva, Devica verna, podoba pravice, sedež modrosti, začetek našega veselja, posoda duhovna, posoda časti vredna, posoda vse svetosti, roža skrivnostna, stolp Davidov, stolp slonokosteni, hiša zlata, skrinja zaveze, vrata nebeška, zgodnja danica, zdravje bolnikov, pribežališče grešnikov, tolažba beguncev, tolažnica žalostnih, pomoč kristjanov, kraljica angelov, kraljica očakov, kraljica prerokov, kraljica apostolov, kraljica učencev, kraljica spoznavalcev, kraljica devic, kraljica vseh svetnikov, kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta, kraljica v nebesa vzeta, kraljica presvetega rožnega venca, kraljica družine, kraljica miru, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Pod Tvoje varstvo pribežimo, Sveta Božja porodnica, ne zavrsti naših prošenj, naših potreba, temveč reši nas vse nevarnosti. Očastitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša Srednica, naša Besednica, svojim sinom nas zdravi, svojim sinom nas priporoči, svojim sinom nas priporoči. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, aleluja. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu, na priprošnjo Svete Device Marije nas reši zemeljskih vitkosti in nam daj uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami.
svojej dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo. Naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode. Naj vam podari tudi delež večne dediščine. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru, aleluja,